Pozdravljeni. Dovolite mi, da vam najprej v imenu Državnega sveta in v svojem lastnem voščim praznik Dan Evrope. Ob 19. obletnici obstoja Združenja senatov držav članic Evropske unije in ob Dnevu Evrope bo v Parizu organizirana konferenca Združenja evropskih senatov, na katero bodo povabljene tudi Ruska federacija, Švicarska konfederacija, Bosna in Hercegovina in prvič v zgodovini parlamentarnega delovanja tudi predstavniki dvodomnih parlamentov afriških in arabskih držav. Rdeča nit srečanja bo vloga dvodomnosti v sodobnih pogojih in namen delovanja senatov po posameznih državah. Sestava senatov v Evropski uniji je zelo različna. V nekaterih državah so senati urejeni tako, da predstavljajo lokalne interese, v drugih zopet strokovne in poklicne, v tretjih državah kombinacija enega in drugega. In med te tretje države spada Republika Slovenija, kjer je državni svet tako ustrojen, da zastopa tako lokalne skupnosti kot poklicna in strokovna združenja ter socialne interese. Glede na različno sestavo senatov po evropskih in drugih državah je različna tudi njihova družbena vloga. Državni svet Republike Slovenije je tako imenovani nepopolni drugi dom parlamenta, ker nima vseh pooblastil, katera pritičajo drugim domovom po evropskih državah. Ne glede na razliko v načinu volitve v senate in na razlike v sestavi, je pa senatom skupen temelj, na katerem delujejo. In ta temelj je nadzor nad delom zakonodajne in izvršilne oblasti skladno s svojimi pristojnostmi, približevanje odločanja čim širšemu krogu ljudi oziroma civilni družbi in skrb za kakovostno zakonodajo. Evropska unija je v krizi, to je evidentno. Nekateri govorijo o krizi identitete, drugi govorijo o krizi, ki je pogojena teritorialno, to se pravi konfliktu med vzhodom in zahodom, konfliktu med severom in jugom. Kar je pa najbolj izpostavljeno v tej krizi, je paralizacija organov Evropske unije, ki se na krizna vprašanja odzivajo relativno počasi in odtujeno od državljanov Evropske unije. Ravno tu igrajo parlamenti in predvsem senati zelo pomembno vlogo, ki je opazna, vendar še ne dovolj močna. Parlamenti in senati se moramo v prihodnosti potruditi, da odločanje v Evropski uniji čim bolj približamo ljudem po posameznih državah, članicah Evropske unije in da jim omogočimo, da na odločitve v Evropski uniji vplivajo. Tu ima posebno vlogo tudi medparlamentarna diplomacija oziroma izmenjevanje stikov med nacionalnimi parlamenti, prvimi in drugimi domovi, ki zopet, glede na različnost svojega ustroja, lahko igramo zelo različno, pa vendar vsak zase zelo pomembno vlogo. Praviloma senati niso sestavljeni na podlagi strankarskih opredelitev in so zato dosti bolj samostojni pri odločanju in manj podložni vplivom dnevne politike in potrebam posameznih strank. Tu je njihova realna dodana vrednost in večja sposobnost medsebojnega dogovarjanja, ne glede na to, kdo je na oblasti v kateri državi v Evropski uniji v aktualnem času. Torej, konferenca v Parizu bo poizkušala najti načine in poti, kako drugi domovi, senati evropskih in drugih držav, lahko s kakovostnim medsebojnim sodelovanjem naslavljamo vprašanja, ki se v Evropski uniji pojavljajo z veliko naglico in v velikem številu pa Evropska unija zanje kot inštitucija ne najde pravih odgovorov. Senati, torej drugi domovi, ravno zaradi svoje sestave in neizpostavljenosti potrebam dnevne politike in medstrankarskega obračunavanja, imamo sposobnost odgovarjati na bistvena družbena vprašanja hitro in nepristransko. Konferenca Združenja senatov, ki bo potekala med 14. in 15. junijem v Parizu, bo poizkušala predstaviti državam Evropske unije in tudi širše kakovost delovanja senatov, njihovega medsebojnega sodelovanja in jih predstaviti kot karto, na katero Evropa mora igrati za izhod iz krize.